prav ni vznemirjala. Tega sončnega dne jo je grizlo nekaj povsem drugega. Bil je 1. september, dan, ki ga je sovražila še bolj kot večina šolarja. A vi sovražite 1. september? Ja. No, gospa Ljubila, da smo sovražili, da vidimo zakaj. Bila je učiteljica šivanja, na srečo že 5 let v pokoj. S pogledom se je sprehodila po spalnici, ki je bila od stropa do tam natrpana z najrazličnejšo hrano. V kotu je stala krojaška lutka, ki je imela na glavi povezen majhen zelen laborček, v katerem se je gospa Ljubila občasno namakala noge. Poleg nje so bili postrojeni 4 nebocičniki poromonelih časopisov, prislonjeni na garderobno omare. Iz nje so silile na plano pisane obleke, ki jih je Ljubila po večini zašila sama. Nosila jih že dolgo ni več. Se je najraje hodila naokoli v udobnih hlačah na elastiko in prastarem očetovem karirastnem sukniču. Izpod postelje je kukal ročar velikanskega rdečega kovčka na koleščkih, ki ga je zapustila teta Alma. Na vrhu omare je počival star šivalni stroj, do katerega je Ljubila še vedno čutila pekočo zamero. Preprosto ni bila rojena za šiviljo. Tako sedenje pri miru kot natančno krojenje in rezanje so jo spravljali v oko. Kaj smo zdaj zvedali? Ni marala šivanja. Včasih se zgodi, da moramo nekaj delati, kar ne maramo, ne? In, kaj bo naprej? Oboževala pa je pritiskanje na črni plastični pedal, ki je pogajal v tekli in električni šivalni stroj. A ste že kdaj videli ta šivalni stroj? Kako takole z nogo pritiskaš? Ja, moj doma ima to. Pa si kdaj pritiskal tako z nogo na to? Nisi nikoli. A kdo drugo dva se vidi šivalni stroj? Pa si tako na nogo. Tako z nogico pritiskaš. In to tisti, ki avto šofira, tako kot dva že avto šofira. Še zdaj? Jaz tudi ne. Jaz še zdaj imam izkupa za avto. Tale gospa Ljubila ga tudi ni imela, šivala je in bom jaz malo nabrala, malo bom popojevala, ker je kar dolža knjigica. In njoj, zdaj vam kaj jo spominjalo. Ob samotnih večerih jo je enakomerno drdraње, a veste, kako dela šivalnik? Tako dela. Spominja na, kot če se voziš, ne, z vlakom, kako se to modila. Po samotnih večerih jo je enakomerno drdraње povsem uročilo. Živo si je predstavljala, da šofira avto in potuje v daljne dežele. Včasih je v stanju zasanjenosti močno pritisnila plin in tako uničila marsikatero obleko. O svoji skrivnosti ni nikoli nikomur črhnila niti besede, z izjemo gospoda Blaznika, s katerim sta prijateljevala že vse od osnovne šole.